Gospod Partljič, podpornik Maje Makovec Brenčič, kako to? Ne, so me povabili v njen krog, pa nekako sem bil z gospodom Cerarjem že kdaj skupaj kot prijatelj in so me pač tja uvrstili. Moram pa reči, da mi ni žal, mislim, da je nastopila dobro in častno in rad sem pa malo iz politike. Ko pa sem tako poslušal to naše soočenje, se mi je v principu zdelo kvalitetno, boljše kot na televiziji. Žal se je seveda na polovici sprevrglo v kandidiranje za predsednika vlade in so začeli reševati. Načelno pa me je malo strah te pameti, da jaz mislim, da je bil eden boljših predsednikov, naprimer Václav Havel na Češkem, ali pa Nelson Mandela, pa noben ni bil ekonomist ali financer. Mislim, da gre tudi za stvari duha. Naj takoj rečem, da so za večer izjavili ti, kaj berejo naši kandidati, ki so bili to vse dan Korseričeva komentirala. Ne bi dosegli niti bralne značke v osnovni šoli s knjigami, ki so jim ljube. Tudi želja kvalitetne predsednice, kaj so Nove Slovenije, da mora imeti predsednik vizijo, tudi gospodarsko, da vse je skrajno nevarna. Saj smo že imeli ljudi, ki so imeli svojo vizijo in uresničevali. Tako da jaz mislim, da s tem, ko se vse zniža, mi moramo imeti odlične gospodarske ministre, odlične predsednike vlade, odlične ministre za finance, predsednik vlade pa mora biti vendarle nekaj več. Želi SDS predsednico države? Glede, zdaj se nam bo Robe povedal, tudi prejšnjikrat smo volili svojega kandidata, torej dr. Zvera, in zdaj bomo definitivno volili svojo kandidatko, gospod Tomčevo, za katero si verjamemo, da bo zmagala že v prvem krogu. Kaj bo žurnal 24 poročal od 22. oktobra zvečer? Žurnal 24, ne vem, Nova 24 bo poročala o zmagi naše kandidatke. V prvem krogu? V prvem krogu ne, v drugem krogu bi pa lahko se zgodila ta zmaga. Tudi Kolinda Grabar-Kitarović je zmagala, pa je noben ni pripisoval zmage. Tudi Trump je zmagal, pa je noben ni stavil za njega, skoraj noben. Tako da mi računamo, da pride Romana Tomc v drugi krog in seveda potem gremo na zmago. Kolinda Grabar-Kitarović je zmagala proti aktualnemu predsedniku, ki je poskušal ponoviti mandat. Bi bila ta situacija, v kateri bi Romana Tomc po vašem zmagala, torej kot protikandidatka v drugem krogu aktualnega predsednika? Tako, jaz osebno pa tudi mi v stranki računamo na to, da bo ta v drugem krogu Borut Pahor pa Romana Tomc. Osebno sem na prejšnjih volitvah v drugem krogu glasoval za Boruta Pahorja, tokrat bom pač za Romano Tomc. S kakšnimi vtisi iz tega soočenja? Kdo vas je najbolj prepričal, kdo vas morda ni? Mislim, da je bila kvalitetna razprava, tudi vsebinsko dobro vodena in zato so imeli kandidati priložnost se pokazati v tej razpravi in tudi kako razmišljajo o pomembnih stvarih. Vas je kdo posebej prepričal, poimensko vas sprašujem? Zdaj, glede na moj položaj, se jaz ne bom opredeljeval, jaz sem neodvisen in zato se tudi ne bomo javno opredeljeval za Kaj pa izbor kandidatov glede na predhodne volitve, ki ste jim bili že priča, kakšen je tokrat izbor? Oziroma, kakšna je kampanja? Verjetno je veliko drugačna kot nekoč. Zdaj, mislimo na ta dogodek ali mislimo na kampanjo nasploh? Zdaj, o kampanji nasploh ne bi izgubljal besed, ampak ta dogodek pa je bil kvalitetno pripravljen. Bo Nova Slovenija po letošnjih volitvah iskala novega predsednika, predsednico? Ne vem, zakaj bi. Mislim, da imamo odlično predsednico in da gremo z njo tudi naprej. Ker se bo preselila v prezidentsko palačo in ne bo mogla biti dvojna predsednica? Zdaj ste me pa dobili na levi nogi. Seveda, če bo predsednica postala države, potem bo seveda zapustila funkcijo na stranki in potem bomo seveda naredili v skladu s pravili stranke volitve in dobili novega predsednika ali pa predsednico stranke. V Novi Sloveniji ni bilo recimo trenutka spričo pač veva politične situacije, ko bi razmišljali o enem tako imenovanem desnem kandidatu, pod narekovaj rečem to, da bi skratka morda torej eden vendarle torej uspel
nagovoriti več volivcev, Ja, kot ta v bistvu razdrobljenost, tudi ne, desno od levega. Ja, mi smo vse opcije dejansko na stranki predebatirali in razmislili in mislim, da je bila zelo dobra odločitev, da smo podprli našo predsednico, ker mislim, da ima vse kvalitete, da postane predsednica in da smo šli z njo na kandidaturo. Torej, slavite 22. ali bo treba počakati na drugi krog? Ja, realno, če gledamo, ne, mi štartamo na to, da bo drugi krog. Ampak seveda z našo predsednico.